dela. A vas lahko prosim, da bi Ne. malo bolj skupaj sedli. Ne, saj je v redu. Malo skupaj sedite, To ne. da vas vidim, ne morem ko vas. To Pridite ne. malo bliže, no. Lepo prosim, pridite malo bliže. No, tudi Hvala prav. lepa. Okay. Ena lepa, Režiser je dal svoje ne, napotke. prosim. Dober večer vsem skupaj, lepo vas pozdravljam. V imenu založbe Pivec, moje ime je Milena Pivec in zelo sem vesela, da je nocoj z menoj vsem znani Tone Partljič. Mislim, da ga ni treba posebej predstavljati, ker ga pozna vesoljna Slovenija in prepričana sem, da še daleč preko meja. Tudi v tej knjigi se kakšna zgodba zgodi preko meja Slovenije, ampak vseeno naj povem to, da je seveda zapisan pisanju, gledališču in ljudem. Med temi slednjimi so mu seveda najbolj ljubi otroci, zato ni čudno, da je podnaslov knjige, o kateri se bomo danes pogovarjali, zgodbe o otrocih in vojni. Tone, tudi tako si zapisal v svoji spremni besedi, da v bistvu si bil najbolj srečen, ko se ti je rodila hči Mojca in še toliko bolj potem, ko se je rodila vnukinja Urška. In tako lepo si potem dodal, da od zdaj si na svetu zato, da narediš vse, da bo njima lepo in najlepše življenju. Povej nam majčkeno o tem, kako je prišlo do ideje o teh zgodbah, ki so zbrane v tej prečudoviti knjigi. Dober večer, hvala lepa, da ste prišli. Upam, da vam ne bo zelo žal. Da kako sem bil srečen, ko se mi je rodila hči pa vnukinja, ni treba biti pisatelj, to ste najbrž vsi takšni, ne, domnevam. Jaz sem pri hčeri res, takrat sem bil star 23 let, vedno sem si želel tako študirati v Ljubljani iz svojega Maribora, ampak ko je bila žena noseča, v Mariboru so ravno ustanovili te višje šole, rekla, tu bodi, pa lahko greš tam bolj kar v 3. letnik, pa sem potem moral narediti 9 diferencialnih izpitov, ne, ker je pač bila ravno noseča, oba pa sva bila študenta. In mislim, da to, da sem tako zdaj pozoren na svojim hčerko in vnukinjo, je to, ker sem bil zelo slab foter. Nikoli nisem pomislil, da mi je Mojca, ki je prišla na svet, kaj načrte pa ambicije porušila, ni šlo za to. Ampak vleklo me je drugam. Zdaj že 48 let ne pijem, star sem čez 83 let, grem v 83. leto. Takrat sem še pa lumpal s prijatelji, teater sem hodil, pisati bi želel. In ko mi je rekla, moraš biti doma ob 9, mi imamo konferenco, moraš paziti otroka, se mi zdi, da sem bil bolj slab foter. No. Tako pri enih 40 letih sem se odločil, da bom to noč spravil. Pa sem zdaj pozoren očka, seveda, ko pa se ti rodi vnukinja kravžasta, če držijo, je naredil Vito Taufer, smo vsi srečni in veseli. In drugače pa sem bil tudi učitelj nekaj let, 7 let. Ne, do otrok sem imel vedno en poseben odnos. Če samo kot učitelj rečem, nikoli nisem se do otrok obnašal, kot da so otroci. Vedno sem se obnašal, govoril sem iste stvari na skoraj ist način, seveda vem, da je nekaj sprejemljivo ali ne, ampak sem se tako jezil na učiteljico, ki se je zunaj z mano pogovarjala normalno, pa je malo zamudila, potem pa je šla not, pa sem slišal, da je začela otroci, zdrav, pa so vsi rekli zdravo,
Pa niti otroci tako ne govorijo, niti ona ni z mano tako govorila, z otroki pa kot da je treba neko predstavo imeti. Torej, jaz sem jih vedno štel za sebe enake, zlasti potem, ko sem učil na višji stopnji, je seveda 16-letno dekle, ki jo poučuje 22-letni učitelj, fiziološko bi lahko že bila mama, marsikje po svetu tudi so. Ne more z njo govoriti na nek otroški način in se mi je tako nekako zdelo, bom povedal še eno anekdoto, s čimer se bom malo hvalil, potem pa bom nehal z učiteljsko kariero. Sem bil razrednik v 7. razredu, pa me pokliče ravnatelj, pa reče: Tone, Lorberova Micka je noseča, ti si razrednik, uredi. Pa sem rekel: veš kaj, če je učenka v 7. razredu noseča, ni več stvar samo razrednika. Po mojem se moraš ti vključiti, pa še kaj bo, nazadnje bo policija hotela vedeti, ker je prekršek, se moramo, je rekel: ne, daj ti. In raz sem imel 6. uro v tem 7. razredu, ona je sedela v drugi klopi, se ni dobro učila, in ko so odhajali, pa sem rekel: Micka, ti pa ostani. In je tam sedela v drugi klopi, jaz sem sedel k njej, je tako gledala v tla, ja pa sem rekel: veš kaj, ravnatelj mi je rekel, da si noseča. Prvo, kar bi ti rekel, glej, tu imaš mojo roko, skozi bom držal s tabo, nič se me ne boj, da bom te kaj zasliševal, to te bodo vsi drugi, doma, Bog ve kdo vse, evo, tu imaš mojo roko, vsak trenutek bom držal s tabo, ker tudi na sodišču vidim, tisti, ki je bil človeka, ima nekoga, ki ga skozi zagovarja. Potem še rekel, če boš imela zdaj, bilo je to meseca maja, sem rekel, sem pregledal ocene, boš naredila 7. razred, ni trebalo nič enkrat, mogoče jaz malo pri angleščini, drugače je pa imela nek zadosten uspeh. Sem rekel, boš končala 7. razred, ko bo vse to malo mimo, pridi narediti izpit čez osnovno šolo, da boš imela vsaj osnovno šolo. Me ni pogledala, skozi je v tla gledala, bila je rdeča, pa sem se še delal, smo mi 2 bloku stanovala, smo imela kar neko stanovanje, dvosobno. Sem rekel, če ti je doma zdaj hudo, lahko prideš k nama z Milko, do poroda, pol pa moraš naprej sama za sebe skrbeti. Če pa ti je hudo, pa pridi zdaj k nam. In ni prišla in tudi nič ni rekla. Potem sem čul, da je septembra rodila deklico. Pa sem jo včasih srečal stran od šole, ker je bila šola drugod, center Statkega Vrha pa drugod, z vozičkom, pa je kar zavila, nekam se ni želela z menoj. Potem pa sem čul tudi, da je pri nekih 50 letih umrla za rakom. In veste, se mi je zgodilo lani. Grem po Mariboru, pa me eno toliko stara gospa ustavi, pa reče: veste kaj, jaz sem od Lorberove Micke hčerka. Bi vam rada rekla hvala, da ste bili tako ob strani moji mami. Veste, nobeno nedeljo ne sedem v kosilo, da ne bi mama rekla, da ste samo vi bili takrat človek. Ne govorim, da bi se zdaj pred vami delal, ampak koliko je treba s temi otroki, ko so v stiskah, nekako imeti občutek. In jaz sem te knjige, ki sem jih, te zgodbe jih je enih 9, mogoče sem že imel 2 nekje napisani. Potem me pa prijateljica, smo prijatelji tudi ne glede na založništvo, mi je že ne vem kolikokrat rekla: boš mi dal kak rokopis. Jaz sem pa se ravno nekako plasiral do beletrine, pa me ta Čander vsako leto pokliče: Tona, smo te dali v plan. Pa zdaj, zakaj bi tek Mileni hodil v Mariboru, če imam tak privilegij, da sem lahko 4 knjige, romane zaporedoma izdal. In sem rekel: bom, nimam nič proti, ne bodi jezna. Potem sem pa videl, da se mi je nabralo teh nekih novel, ki so mi vse ležale na srcu. In sem jih imel tako eno polovico, potem sem se pa odločil, da bom napisal.
S hvaležnostjo smo jih sprejeli, dober večer, in od bralcev dobivamo tudi informacije, da je to knjiga, ob kateri številni jočejo. Tudi jaz sem jokala, vsaj ob kakšni zgodbi, čeprav sem jo skušala gledati čisto uredniško, ampak čez kakšno nisem mogla priti. Ampak zdaj, ko si pripovedoval o tej Micki, se mi je pravzaprav spostavila vzporednica s prvo zgodbo v tej knjigi, ki si jo, torej praviš, da tako si napisal v spremni besedi, da vse zgodbe so se na nek način tako ali drugače zgodile, ti si jim pač dodal tisto, kar je bilo potrebno. In marsikatera ima tudi kakšno resnično osebo zadaj, ne? In ta prva zgodba, Čudež pri Fradlovih, je pravzaprav tudi na nek način oziroma še malo lepše zaključena kot ta Mickina, oziroma je. Sem pisal neke zgodbe o otroku, jaz sem bil rojen leta 40, zanimivo, da imam en jasen spomin, ko starši niso verjeli, pa nišče, ampak kljub temu ga imam, ko mi je bilo 9 mesecev, se spomnim, da so vrgli v zrak vse mostove v Pesnici, železniške, pa cestne, pa smo se nekom v eno klet skrili, pa ko sem Ataja pa mamo spraševal, se je rekla, vse to ti ne moreš vedeti, to ti je nekdo govoril. Torej sem na nek način dal vendarle vojno skozi, prav dobro se spominjam, ko so mi bila 3 leta, je Ata šel v nemško vojsko, smo bili tam zraven meje, doma jasno, in bilo mi je 5 let, ko se je vrnil, vse sem v tistem kolaku mal popisal, kako smo ga čakali. Pa tudi v Božiču tukaj. Ja, seveda. In pol sem mislil, da bi mogoče kaj napisal in vam povem, sem lani prebral, se mal važim rad s tem, sem prebral sigurno 4000 do 5000 strani, vse, kar je v slovenščini, hrvaščini, pa kakšne podatke v angleščini, drugo pa ne znam, o nacionalsocializmu. Sem prebral, vam povem, 3 mesece sem bral samo take knjige. In na koncu, čeprav nisem noben pesimist, me je prijelo neko nelagodje. Meni se zdi, da je situacija v svetu, pa tudi pri nas, če bi mi zdaj imeli spet neko stvar, me je strah, da bi se zopet razdelili na podoben način. Me je prijelo neko nelagodje, benti svet je v nevarnosti. In ne gledam dosti televizije, ko pa gledam ali Dnevnik ali pa Odmeve, eno od teh, pa vidim enega otroka, ne vem, ali v Damasku, ali kje, celo sirijsko mesto je nekje porušeno, vse gori, bombe, pa en otrokec hodi, pa se joče med tistim, pa išče mamo. Nič ne razume, ne ve, za kaj gre, nič, kaj se je zgodilo, lačen je pa sam na svetu. In se mi zdi, da res ni hujše ali pa večje žrtve kot otroci, ki nič ne vejo o tem. In pol sem tako popisoval ene otroke. Potrudil pa sem se, da sem začel zelo nedolžno, za kako lepo zgodbo, ki se je godila na koncu Prve svetovne vojne, in potem druga je še bolj idilična, ki jo popisujem naš Božič. Ata je bil v Karpatih nekje, mami je rekel, Micka, če se bo dalo, bom jaz pobegnil k Rusom, ko je šel. Pa je rekel, sam da ne boš komu govorila. In ko so šli na vzhodno fronto, 6 mesecev ni bilo več pošte, nobene od Ataja. In zdaj nismo vedeli, je pobegnil, ni pobegnil, so ga ustrelili Rusi, so ga ustrelili naši. In je bil en Božič, zdaj govorimo o Božiču 44 doma, mi 3 otroci, pa mama, smo bili na enem bregu v Slovenskih goricah, se ni nikamor videlo samega snega. Je gor visela ena klobasa v 3 kosih, kar je mesarju na koncu ostalo, pa je rekel, to je klobasa pa pol, mama jo je šparala za Ateja, pa ker ga ni bilo, pa bi se klobasa pokvarila, je že skuhala za nas otroke, za vsakega polovico. Pa skopala nas je, da ne bomo umazani, pričakali Jezusa. Pa smo pol to pojedli, peli, pol smo gledali eno Atejevo sliko, pa se jokali.
Mi smo pa več čas vprašali, mama, je tudi ata zdaj v snegu, a lahko zmrzne, pa kje so Karpati, pa ne bo zmrznil, a je noter, pa ne vem, če je noter, kaj pa Krogla, če ga zdene, je res mrtev. Hočem reči, en idiličen božičen večer, kljub temu je pa bila vojna vsako sekundo med nami. Kljub temu smo vsi, in otroci, in mama živeli. Ta prva zgodba je pa, ti boš takoj vedel, o kom je Jože Tonček, ti pa tudi po mojem. Prva je pa z leta 14, okoli Hrpelj, je kraj Spodnje Dovžane, je ena družina Fradlovih, moški ni šel, oče ni šel, ni bil vpoklican, čeprav je bila Soška fronta, pa vse blizu, ker je bil mizar, pa so rabili krste. Pa tako v bistvu delal krste za vojsko in ni bil v vojski, je bil doma. Bila je samo edinka, ki je rekel, vidim, da iz rupe hodi, jaz mu dal priimek Barbič k tebi. Hodi tudi k drugim, pa pretepa se, pazi, da se ne boš kaj z njim spletla. Ta je pa že bila noseča z njim. Je prikrivala, mame to seveda takoj vidijo, čez nekaj časa, mama reče, kaj si noseča, Pepina. Je rekla, ja, ata te bo bil, je bil tudi on pretepač. Je rekla, veš kaj, si kupi tako obleko, jaz te bom tako vezala, da se ne bo videlo, bomo skrivaj, boš rodila otroka, pol pa, ko bo otrok, pa bo že nekaj, njegov sigurno ne bo nič naredil. No, evo, in rodi, vse sosede pa babica so pripravljene tako, da na skrivaj pomagajo na seno, otrok je skrit na seno, se menjavajo pri njem, ker ko je oče prišel v službe, je morala biti ona tam pa kuhati, pa delati, pa ko so šli zvečer spat, je morala iti spat starši in šele po noči k svojemu otroku. Evo, in tako nekako prikrivajo en teden, enkrat pa eno nedeljo, ko so mislili, da bo šel stari igrati tisto friškolo v gostilno, je prišel prej domov, pa ko gre čez dvorišče, sliši otroka, pa vidi lojtro na senik. Hčerka, ki je bila v kuhinji, že čakala, ata se skrije pod posteljo, pravi, zdaj, kaj bo naredil? Mama je rekla, čakajva. In spleza gor in najde dojenčka. In čez nekaj časa ga vidita, kako pleza dol, prinese otroka v kuhnjo, ker je bil že prt na mizi za nedeljsko kosilo, ga da gor, pa pravi, sigurno je naš otrok, sem ga našel na senu, ko Jezus. Ko Jezus. Mi imamo malega Boga, povejte po vseh Hrpeljah, da imamo Boga. On je Božji dar. In veš, kdo je to, ne? Jože Babič. In familija se pisala Fradl in ravno zdaj za dan mrtvih sem šel iskati, pač ne iskati, vedno nikoli ga ne najdem, sem šel neko svečo prižgati Babiču in vidim, da so tudi Fradli. Pomeni, ne samo, da je on prišel v času fašizma gor, očitno tudi njena družina. Je njena družina napisana, zadnji pa Jože Babič. In tako z nekimi nežnimi zgodbami, skoraj optimističnimi, se mi je zdelo, da sem, oprostite, se mi je zdelo, da nekako dobro stopnjujem, ker končam to zgodbo z Goebbelsovo ženo, ki je, kot veste, ubila 6 svojih otrok, preden sta naredila samomor. Tako se mi je zdelo, da to grozo iz neke idile peljem do tja, končam pa tu z resnično zgodbo v Sarajevo. Se spomnite, ko so ubili muslimansko dijakinjo pa srpskega Krkeča, Božji dan, ne vem, kako je bilo, pozabil se, če bom tako spomnil, so ubili in sta oba padla in sta 7 dni ležala na Vrbanskem mostu, ker so snajperisti niso pustili ne staršem, ni nikomur, da bi jih šel pobrati. In tako sem torej napisal eno zgodbo, Strnišče je naslov, vse veste, kaj je Strnišče, pa Voranca poznate, Babičino Strnišče. Pri nas je kraj Strnišče, ki se zdaj imenuje Kidričevo. Tam je bil po vojni oznovsko taborišče za prevzgojo Volksdeutscharjev, ki so bili pol Nemci, pol Slovenci, tisti, ki so imeli krvave roke, so jih tako polikvidirali, tudi koga, ki so ga sam sumili. Tam so bile mame z otroki in skoraj vsi otroci so umrli,
pa so jih kar ti pokopavali na obrežju Drave, v sadovnjakih, da nobena ni vedela, kje ima svojega otroka. Hočem reči, da sem od te nemške zgodbe prišel do naših oznovcev, pa do snajperistov v Sarajevo, ker ko je vojna, ni razlike v sadizmu med nekdom, ki je na ozni, pa med gestapom, tisti, ki so za to na svetu tako rojeni. Oprosti, ti me kar prekini. Meni se vseeno nekako zdi, Slavko me pozna, pa še kdo, pa povem, sem vesel, ko dobim knjigo z beletrine, ampak nobene ne grem brat. Jaz se tako sekiram, proklet butl, kaj nisi to boljše napisal, pa nobene knjige še nisem svoje bral. Zdaj je že skoraj 3 tedne, kar je ta knjiga zunaj, Milena, še vedno mi tako špeh raste. Me kličejo, se mi zahvalijo, pa ne vem, če imam prav. Jaz vam govorim o svojem občutku in vsi mi rečejo, Tone, zgodbe so strašne, ne bi verjel, ampak jočem se od ganjenosti, ne od žalosti. Kaj si naredil, da vseeno ti otroci niso tako obupani, niso tako, da si neko luč prižgal. Ali eden najde mamo, ali drugi misli, da jo bo. Tako da jaz zdaj težko govorim, ste me dobili na slabi nogi. Zdaj vidite, da se še malo važim, pa drugače nisem tako nagnjen k temu. Zdaj, ena zgodba ima pa še pravzaprav neko dodatno zgodbo, ne? Ta zgodba o Marjančku je prav zanimiva. Ne mi zameriti, če bom zdaj svoje zgodbe pripeval. Se mi zdi zato smo tukaj. Zelo važno se mi zdi, da to povem, ker ne boste verjeli, kako malo ljudi v Sloveniji. Jaz sem živel 20 let v Ljubljani in imam Ljubljano rad, sem že prej nekomu rekel, za razliko od drugih Štajercev. Tudi mislim, pesjani, kaki patrioti pa so, če ne marajo glavnega mesta. Jaz imam rad, pa hčerka tu živi, nimam s tem nobenih problemov. Moram pa ves čas vseeno reči, imam prijatelje na Primorskem, pa grem veliko krat dol, oziroma kot veste, je prišlo 11 000 Primorcev v Slovenijo, 4 000 je bilo v Mariboru, profesorji, slikarji, pisatelji. Ti Primorci, ki so prišli po 20. letu, so dali Mariboru injekcijo penicilina za kulturo in za nacionalni ponos, ki ga mi nismo imeli. Mi je rekel enkrat Anton Trsenjak, mi je rekel, Parlič, pa veš, da ne vem, sicer sem ga 3-krat srečal, pa mi je tako rekel, naj ga ti, kam on pa je mene, pa z istih krajev sva, je rekel, ne zastopim, zakaj mi Štajerci, pa vi Mariborčani, če srečate Nemca ali pa greste gor delat, vse te Švabe gledate od spode na vzgor. Idi na Primorsko, veš, kaj so delali z njimi fašisti, ampak vsi Primorci gledajo na Italijane od zgoraj na vzdolj. Pomeni so nekaj tega vetra prenesli. Kaj si me vprašali, o kateri zgodi? Aha. Marjančku. Ja, ti Primorci, torej šlo jih je 80 000 z levega brega Soče v Avstro-Ogrsko, še več, 90, 10 000 jih je pa šlo na italijansko stran, ko se je tam odprla fronta, saj veste, v 3 dneh so rekli, spraznite, in so torej šli v Avstro-Ogrsko. Toda, ko je bilo 17. leta konec Soške fronte, so vsi hoteli takoj nazaj, čeprav še ni bilo konca svetovne vojne, vsi in prvi so šli in so videli vse požgano, nič obdelano, nič ni bilo za jesti, so se vrnili. In ko je bilo konc vojne, so iz posameznih občin v Primorju, recimo zdaj v Branik se vas lahko vrne 5, na Cerje lahko pridejo 4. In so bili v taborišču, ki sem ga prej omenjal, ki je bilo že takrat postavljeno za avstrijske vojake, v Strnišču. 23. leta so pa zaprli to taborišče in niso vedeli, kam z njimi. In so šli po celi Jugoslaviji. Včeraj smo tam predstavljali knjigo Barbare Hanuš, ki je bila v Banja Luki učiteljica slovenščine. Pa sem bil enkrat pred njej, 99 družin je šlo recimo v Banja Luko. Neki so šli v Makedonijo, največ pa tu. In so se razkropili,
za 160 ljudi, ne vem koliko družin, pa so rekli na nekdanjem Madžarskemu Prekmurju so ti madžarski grofi zgubili veleposestva in je bila tam prva agrarna reforma po prvi vojni. 5% te zemlje, ki je bila za agrarno reformo, za razdeliti, so rekli, naj pridejo Primorci. In z tega strnišča so odpotovali, sem bil zdaj večkrat tam, med Ledavo in Muro, ni bilo nič naseljeno, ker je vsake toliko časa obe reki poplavili. In so jim to dali, pridejo dol, iz strnišča so jim zadaj poslali les od barak in so si tam naredili neka svoja skromna bivališča in 160 ljudi in so tam zelo sposobni, si ustanovili osnovno šolo, tamburaški orkester, ampak ko pridejo 41. leto in spet Madžari, ki so imeli tam, malo kdo pri nas ve, taborišče se mu je reklo Šarvar, ko je bila komisija Rdečega križa iz Pariza si ogledati to, je napisala, da je ta madžarski Šarvar, samo da ni krematorija, na rangu Dachauer pa Mauthausena, tako je bilo hudo. Spraznili so to vas in vse družine z otroki vred tja odpeljali. Tam so bile parake, pa neke nekdanje hale, neke tovarne. To je bilo 42. leta, od 41. so bile že tam neke Srbi pa srbske matere. In ti so rekli, čez en čas pa je prišla Rdeči križ in pravoslavna cerkev iz Vojvodine, so rekli, pri nas ni ljudi, mi bi pomagali tem otrokom, naj pridejo k nam, pa jih po vojni dobite nazaj. Matere seveda niso hotele dati otrok, pa so jim one, ki so bile že prej tam, so rekli, vsi naši otroci so pomrli. Če hočete, da ti otroci ostanejo živi, jih pustite. Je zelo presunljivo, brat, jaz sem napisal tistega kolaka, spomnite, pa sem bil na gradu mesta Vršac in tam so jo igrali in je bil običaj, ker dajo nagrado, da se gre avtor tja klanjati. In jaz sem tudi rad šel. In ko je bilo konc predstave, je prišla k meni neka ženska in rekla, veste, jaz sem tudi Slovenka, tu v Vršcu. Sem prišla iskat svojega sina, ampak tisti kmetici sta bila ubita mož in sin in nima komu prepustiti. A bi vidva s sinom tu ostala, danes vam prepišem grunt. In je bilo tudi nekaj takih. Jaz pa opisujem usodo enega dečka, ki mi je njegov načak pripovedoval, ki pride dol, tudi tako, ki ni družini, da bi delal, vendar je bila ženska, ki je bila malo možača, velika, sadist. Fant pravi, da takrat ni vedel, kaj je to, ko so mu po vojni povedali, ki ga je tepla, tudi moža je tepla, ki je potem se zapil in ga je tepla s kolom, enkrat rekla, te bom ubila do konca. Svinje, pazil pa tudi med svinjami spal. In je bos bežal do madžarskega učitelja in so jo potem malo prijeli, ampak čez neki 2 leti je zopet pozabila, nek krožnik mu padel na tla in je vzela kol in tisti njen mož mu je rekel, nocoj te bo ubila, je rekla, jaz ti povem, beži nekam. In ko ga je začela tepsi, je zbežal in je zbežal nekam med polja v tiste koruze banatske. In je tam 2-3 noči lačen, brez vsega, je nekaj češnje nado, je imel drisko, da je skoraj poginil, je ležal v koruzi, pol je en pes prišel mimo, pa ga je bilo strah in čez 3 dni je rekel, boljše, če me ubije, ko da sem tu sam, me je preveč strah. In je šel domov. Toda, ona je bila malo se ustrašila, pa je prijavila policiji, da je najbrž v ribnik padel. Policija je pa javila v Šarvar, in tako je mati zvedela. In je mati se odpotovala v Subotico, pa k njemu, no, in ga je tam našla in se kot nekem happy endu se vračata in ko je po vojni je imela rojstni dan, pa je napisal, mama, jaz te imam rad za te. On pa se jaz malo hočem dobro voljo spraviti bravce, ona pa mu odgovori, jaz imam pa tebe rata. Ampak ne boste verjeli, letos sem šel ob neki obletnici jih obiskat
In tam sedi ta Marjan, moje ime, 90 let star, ki se je vrnil zadnji krat pogledati svoje kraje iz Avstralije. Tako da sem ga na nek način še srečal. To sem govoril zato, da vam predstavim to usodo, če tu v Ljubljani rečem, tam je en geto Primorcev, sploh ne vejo, tudi nišče ne napiše. In ko sem prej rekel, ko sem imel neki govor tam na Krasu, pa sem bral, kaj sem dobil v roke, sem imam precej knjig o Primorcih. Jaz moram reči, Ljubljana pa partija, prej pa stara Jugoslavija, pa ne partija, pa tudi zdaj ne, nišče ne zastopi teh Primorcev. Ti mislijo, da se oni tako borili kot komunistična partija v Ljubljani. Ne vejo, da so nekaj čisto na nek način se mi zdijo posebnega. Evo, približno take so moje zgodbe. Oprostite, vam brižo pevati. Ja, vidi se, da Tone Partlič je pravzaprav po drugi strani tudi kar zgodovinar, dokumentarist, ker vsaka ta zgodba ima neko ozadje, študij, kot si sam rekel, da si za to preštudiral. V bistvu pa dobro, poleg ljudi opazuješ tudi okolje, v katerem živijo. In Marija Švancer je napisala eno tako lepo recenzijo o tej tvoji knjigi in je opazila tudi, kako opisuješ, ne vem, drevje, ki se prebuja, zelenje, ki se zbuja in ga primerjaš v bistvu z temi otroki, ki vendarle imajo neko prihodnost. Mi vse vemo, otrok pa na novo začne odkrivati svet, ne? Zato je tudi tako važna ta slovenščina, me razumete, ker svet odkrivaš s slovenskimi mislimi, ne? No pa še en princip, vse sem ga v spremni besedi napisal, še nekaj me tako na nek način jezi. Tudi moj ata, ko je umiral, pa bil bolan, je tako govoril, joj, to me ne skrbi za tebe, pa ne za tvojo hčerko, za tvoje vnuke. Ne bo več vode, ne bo več energije, preveč ljudi je, atomske bombe, človek čakajo, da bo je tako napovedoval, da bo zdaj konec sveta. Me to tako ujezi. Si mislim, naj stoji poleg ena mlada deklica, ki je noseča. In bo rodila enega otroka, ki bo imel edino tisti svet, ki ga bo on živo. Mi pa mu naprej pravimo, da kaj se mu bo zgodilo. Meni se zdi, ni treba, da neko lažno optimizem sejem, ampak to, da vsi pravijo, da bo zdaj konc sveta, z mano bo pa konc sveta, ja mojega. Drugi bodo, hvala Bogu, imeli svojega. In zdaj že toliko star, vam povem, se me je že strah, da bi mi kdo rekel, da sem pedofil. Ko vidim nosečo punco, rečem, malo počakajte. Pa rečem, koliko ste vi lepi, koliko ste vi lepi noseči. Res pa, da v otroštvu na podeželju je bilo več nosečih žensk. Zdaj je že praznik, da jo vidim. Ali pa nekdo pelje malega otrokeca, pa rečem, čakajte, da pogledam. Si pol vedno mislim, kaj si bojo ti v meni mislili. Meni se zdi, da mi zlahka gremo z tega sveta, ker raste nov rod, ki bo dal vse to skozi in se mi zdi to dar. Se mi zdi to najlepši dar. Evo, in to sem hodil v to črno knjigo spraviti. Ja, in v bistvu v tem svojem slogu, tako kot zdaj pripoveduješ, tudi pišeš, velikokrat klopiš tudi tako malo narečne besede, malo tega pogovornega žargona, tega smo dali v nek ležeč tisk in se tako lepo prepletata tvoja osnovna pripoved, če hočemo reči, s tvojim pogovornim jezikom. Jaz seveda neka skoraj, da ne rečem resnična situacija ali pa resničen človek se me boleče dotakne. Potem pa seveda to vse zakamufliram. Najbolj sem se bal teh Primorcev na tistem otoku tam, da mi pravili, ni bilo tako, pa kaj si nor, pa kaj si napisal, ne? Moram tako videti, sta dve resnici. Eno je resnica sveta in zgodovine, druge pa literarna resnica, ki pa ste že čuli, da včasih bolj resnična od resničnosti, ne? Jaz tako navijam tudi za literaturo. Poglejte, večkrat rečem, oprostite vi, ki sem vam že to pravil, o trojanski vojni, še zdaj gledam na tistem kanalih, a je bila tam, ni bila tam, kjerega leta, nič ne vemo o njej, vemo pa, kdo je bila Helena, kdo je bil Paris, kdo je bil Hektor, kdo je bil Ahil. Pomeni, literarna resnica je močnejša včasih,
A bi mi vedeli, kaj je bilo z Napoleonom v Rusiji, če toliko natančno, če ne bi bilo vojne in mir. Ne, se mi zdi, da literatura ima vendarle neko moč. Jaz sem se prestar, seveda, nekako se zavedal, koliko je to vseeno odgovorno, da se ne moreš kar tako šaliti, ne z ljudmi, ne z resnico. Ja, saj to v spremni besedi, ki je pravzaprav zgodba zase, tudi napišeš, da so to zgodbe, ki so se skoraj zares zgodile, ti si jim pač dal še nek dodaten prizvok oziroma še prispevek. No, drugi del zgodbe oziroma ne drugi del zgodbe, ampak kot da sta se dogovorila, sva vključila v knjigo tudi podobe drugega prav tako Prešernovega nagrajenca, velikega mojstra fotografije, Stojana Kerblerja, ki je fotografa s Halos, ne? Ja, ki je pravzaprav blizu tebe živi in je upodabljal te ljudi in kot da so bile te slike, on temu reče slike, pripravljene za tvojo knjigo. Ja, to si ti izmislila, tega Kerblerja, hvala Bogu, ga spoštujem tako kot ti, ga tudi osebno poznam. Jaz sem malo protestiral pri Mileni, ona ma je dal 100 fotografij otrok, naj izbereva. Prvič sem rekel, ne preveč, ne da bi, ne, sem zelo vesel in ponosen, potem sem rekel, ne takih fotografij, ki pašejo glih tej zgodbi, da ne bo izgledalo kot ilustracije. Pa sva zbrala svojo zgodbo, ampak nazadnje izgledajo kot ilustracije. Nazadnje nehote izgledajo, se splača posebej pogledati in mislim, da ga bom čez nekaj dni srečal, se bom zelo zahvalil in mislim, da so res velik dosežek, čeprav je to zasluga urednice. Zasluga je vaju dveh, ki sta to naredila. Mogoče, da vam ne bova povedala vseh zgodb, ker sva jih kar nekaj že, kakšna še ostane za vas, bi imel morda kdo kakšno vprašanje za Toneta, ki je kakšno zgodbo že prebral ali jo še namerava? Ne, sicer jaz mislim, da nama... Veste kaj, jaz bom takoj šel, nič ne bi rad podpisoval, nekje ena igralska družina igra mojo komedijo na gostovanju ob 7 v Konjicah. Sem povedal, da bom malo zamudil, pol pa na koncu, ko ploskajo, pa se dobijo rože. Ne, oni ljudje želijo, da pridem, pa bom takoj šel. Hvala vam. Torej, hvala, da ste naju poslušali.